predvsem zavesti o odnosu do okolja, zavesti o demokraciji in zavesti o tem, da v svetu potrebujemo več miru. K temu je pa gospod Bush doprinesel prav za svojo napačno politiko, z narobe odločitvami in z totalno diametralnim nasprotjem vodenje politike, ki jo potrebujemo. Jaz verjamem, da so to ljudje v teh 8 letih njegove vladavine spoznali in da bo potem, ko bo on odšel, nek drug človek drugače vodil to politiko in da bo tudi ostal ta pečat, predvsem v homogenizaciji civilne družbe, tudi političnih strank in posameznikov, ki se zavzemajo za drugačne ideale. Komu boste to izročili? Zgleda, da ambasadi ne moremo, zdaj smo že drugič prišli bliže, ampak še vedno ne dovolj blizu zaščiteni in čeprav smo imeli vse pogoje mesec dni nazaj prijavljeno uradno dovoljenje, tudi policija je na svojih spletnih straneh objavila, da poteka shod. Mi smo pač to prijavili kot shod, ker se je že zgodilo, da smo šla dva pred ministrstvo, pa so nas obtožili, da nimamo shoda prijavljenega. Tako da to mini skupino smo prijavili kot shod, želeli tu povedati, sporočiti neke stvari in to predati, ampak očitno ne gre. Se skupina Nitko Mija. Skupina je brada akcija. Jaz kot predsednik stranke, tajnik, Marjan Povše, Mestni svet Ljubljana, Tomaž Rebas. Nekako smo se zbrali tisti, ki imamo sred dneva čas in voljo se pokloniti upokojitvi gospoda Busha. In nismo niti delali na tem, da bi zbrali neko večjo množico, in niti nismo želeli, da bi stvari ušle izpod kontrole. Pač ena taka gesta v stranki mladih ponavadi delamo tudi na takem nivoju neki ožji skupini sporočiti tisto glavno sporočilo. Da nimaš boljše problemov z raznimi res hudimi protesti, za kjer potem moraš odgovarjati. Mi smo res mirovno šli v to protestno noto oddati pa izgledati. Se boste pridružili tudi ostalim protestnikom? Zdaj posod je neki protestov, bili smo tudi že v petek na Kongresnem trgu. Zdaj neke večje masovne demonstracije nismo uspeli začutiti. To sem pa tudi že omenil, da je verjetno problem tega, da gre Bush v pokoj in da pač so ljudje že tudi malo obupali na tem, da z kakim protestom dosežejo spremembe. Ker dobro vemo, kaj se dogaja v Guantanamo in podobnih drugih, tudi Irak, Afganistan, pa še kako bojišče bi lahko navedel. Tudi to postavljanje ščitov pa raket, ampak očitno popuščamo. Tudi Organizacija Združenih narodov popušča. Mi smo že to opozarjali v stranki mladih leta 2004 z spotom, koliko je bilo takrat ubiti v Iraku. Potem, ko smo slovenske vojake poslali v Irak, smo dali gospodu Ruplu, bom rekel simbolično, enosmerno karto za Bagdad. Tako da vedno na tem področju skušamo z neko tako noto opozoriti javnost, da se z tem ne strinjamo in tudi verjetno širšo evropsko pa svetovno javnost. Jaz upam in verjamem, da to pride tudi do tistih, ki so zaslužni za take slabe poteze. Evo, mislim, da smo se zdaj... Drugače trajanja vojne niso naučili nič. Preko 500 let, odkar se je začel teror nad prvimi naseljenci na tistem področju, Indijanci, to pa verjetno ne rabim komentirati. Še malo protnesu oblara. Ja, Jože. Ja, bi še prijatelje policaje poslikali, lahko. Vse smo že. Še vas je več, jih je več. Ste dobro varovani. Se varne počutimo. Se varne počutimo. Celo preveč, ne, v Ljubljani. Včasih bi jih bolje rabili, kot v takih priložnosti. Ok, hvala lepa. Hvala. Ja, se bom malo šel. Po mojem malo čaka, da gre iz države.